Pozdravljene, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Današnjo oddajo o kulturi namenjamo glasbi in poeziji ter pisateljski rezidenci, ki je letos gostila najprej raziskovalko in publicistko Simono Kermauner, v drugem delu pa glasbenico in pesnico Sabino Vosner, ki jo sedaj prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni. Omenil sem, da ste pesnica in glasbenica, čeprav po izobrazbi pa v vaši biografiji piše, da ste etnologinja in kulturna antropologinja. Kako gre to vse skupaj? To se super sklada. Bolj se ne bi moglo res. Pravzaprav se je moja ustvarjalna pot začela že med študijem, pa najbrž že dolgo prej, ker pravzaprav pišem že od malega, pojem pa tudi že odkar pomnim zase. Tudi že v času študija sem imela priložnost razvijati svojo ustvarjalnost in tudi raziskovati, ker sem na koncu pravzaprav diplomirala iz glasbenega ustvarjanja, iz lastnega glasbenega ustvarjanja, ki sem ga predstavila v obliki autoetnografije pod mentorjem Rajka Muršiča. Tako da sem to združila, ampak potem sem se kasneje odločila bolj za ustvarjalno pot kot raziskovalno, ker na koncu koncev, če se hočeš res 100% posvetiti eni stvari, se moraš s celim srcem, in tukaj potem umetnik ne more analizirati svojega dela, ne. Ti v bistvu lahko ustvarjaš, ne moreš pa pogledati iz distance, kaj se je zdaj tukaj zgodilo, ne. Tako da sem pol tisto etnografsko plat pustila pa za druge stvari, ne, ki mi pridejo prav tudi pri prevajanju, pri pisanju, no, tudi med drugim. Povejva še nekaj vaših osebnih podatkov. Ste letnik 84, rojeni v Moskvi in imate dva materina jezika, pravzaprav sami tako pravite, slovenščino in ruščino. To je zanimiv spoj. Ja, je kar zanimiv spoj. Sicer sta oba sorodna jezika, ker sta slovanska jezika, tako da nisem nekje, kako bi rekla, da nisem na eni strani pa na drugi strani, sem še zmeraj v istem košu. Po drugi strani je pa ta dar bilingvizma, ne, kot se imenuje, se mi zdi, da mi odpira tudi več možnosti do drugih jezikov, ne, do tega, da lahko lažje prehajam v druge jezike. Pa mogoče, da imam bolj razširjena obzorja, da drugače gledam na jezik, na jezikovna pravila, na smernice, da si dovolim prestopati te meje, ki jih prestopam, ne, tudi v svoji poeziji, v svoji glasbi. Odraščali ste v dveh svetovih, tako v Slovenski Bistrici pri Mariboru, kot tudi v Moskvi. Mladost, otroštvo pravzaprav tudi določi v veliki meri odraslega človeka. Je bilo tako tudi pri vas? Ja, to je bilo kar močno, no, zaznamovano, ker otrok si pravzaprav, otroški spomini so tisto, kar nam ostanejo v bistvu v spominu za celo življenje, ne. Potem prihajajo tiste slike iz otroštva, ki si jih imel iz svojih najlepših dogodkov, ne, in včasih so te slike iz Štajerske, včasih so te slike iz Moskve oziroma moskovske regije. In je en tak preplet, ki je morda včasih tudi kar težek, da ga lahko ozavestiš popolnoma, in ne rabiš mogoče več časa, da dozoriš, da to sprejmeš. Je pa potem veliko večja globina, potem ko to enkrat sprejmeš, no, ko se tega zaveš, ko s tem živiš v srcu.
Zgodnje otroštvo ste preživeli v času Sovjetske zveze, še kasneje Ruske federacije. Kako se med običajnimi ljudmi v Rusiji čuti ta sprememba? Iz komunizma v kapitalizem. Jaz mislim, da je podobna situacija, ker jaz sem se preselila v Slovenijo še v času Jugoslavije. Tako da bi rekla, da je prehod iz komunizma v kapitalizem bil povsod enako šokanten in da so ljudje in tu in tam z nostalgijo se vračali v in Sovjetsko zvezo še zdaj, kot tudi v Jugoslavijo. Ker so bile pač ene stvari, ki so bile bolj dostopne vsem ljudem in ravno zato, ker je ta kapitalizem prinesel preveliko segregacijo, premočno je vstopil nekam, kamor ljudje niso bili pripravljeni. In to je povzročilo tudi kaos, ki ga je bilo vseeno jaz bi rekla, mogoče v Rusiji celo več kot Slovenija, ki se je osamosvojila. Ne vem, kako je bilo, recimo Srbija, Bosna, so imeli spet drugo situacijo tam v 90-ih, ampak v Rusiji je bil to velik kaos, ki je trajal kar eno desetletje, da preden se je recimo nekako stabiliziralo nekje po letu 2000. Vsa leta vaše mladosti, vašega študija, vas je spremljalo tudi ustvarjanje, tako na področju literature, kot tudi na področju glasbe. Zanimivo, ko ste doštudirali, ste diplomo postavili v omaro in se posvetili samo glasbi in literaturi. Ja, to je v bistvu bil splet okoliščin, ker za preživljanje sem počela tudi marsikaj drugega, tudi prevajala sem, tudi poučevala ruščino in pač nehote me je življenjska pot usmerila v stik z ruščino. Ker sem živela v Sloveniji, sem imela potem vedno stik z ruščino, tako da je etnologija ostala nekje tam v ozadju, čeprav sem potem tudi s prevajanjem se dotaknila tudi področji iz svojega študija. Ampak ko zgleda, da mi je bilo zapisano, da bom v življenju imela stik z svojima maternima jezikoma in to je bilo tako. In ustvarjanje pa je nekaj, kar se težko človek temu odreče. To je bilo pa nekaj, kar je prišlo in kar pride. Ne moreš se zapreti. Tukaj ne gre nič na silo, ne? Ne gre na silo in tudi na silo se ne moreš ti zapreti, ker pride tudi lahko do negativnih posledic. V vaši biografiji sem dobil podatek, da ste nastopali v skupini Allegro non troppo in kasneje ste ustanovili svojo glasbeno zasedbo Svarga. Kakšno glasbo ste igrali? Allegro non troppo je bil precej eksperimentalen, tak elektronski projekt, pri katerem nisem imela toliko vloge ustanovitvene, sem bila bolj kot vokalistka in tekstopistka. Medtem ko Svarga je bil pa moj prvi avtorski projekt z mojo avtorsko glasbo. Ne vem, lahko bi rekla, da je zvrst recimo nekje indie folk, kako se to danes imenuje. Ja, nekaj v teh vodah, nekje indie folk, indie pop, alternativna verzija, ki ni ne pop in ni ne rock, recimo, nekaj vmes. Nekaj vmes. Ja. Andraž Gombač je leta 2020 zapisal v Primorskih novicah: v pesmih, ki včasih zadišijo po klasikah Joni Mitchell, se kdaj v njih odzvanja tudi Suzane Vega ali kdo drug svetovnega slovesca Sabina Vosner tenkočutno ubeseduje spremembe v naravi, osvobajanja sebe, nujnost iskrenosti, povezanosti ljudi in še marsikaj. Podpišete tudi vi to oceno?
je kar slavospevna ocena. Ja, sem vesela, no, za tako oceno. Me veseli, da je res, da govorim, da moje pesmi o tem govorijo. In tudi omenjeni avtorici sta mi blizu. Ja. Poveva še to, da ste nastopali na velikih odrih v Sloveniji, na Hrvaškem, na Malti, v Italiji, Španiji, na Češkem, v Avstriji, Rusiji, Srbiji, Belgiji. Ta seznam je kar dolg, ne? Ja, kakor za koga. V bistvu živimo, glede na to, da živimo v Evropski uniji, je dandanes to skoraj da za Slovenijo, ki je zelo majhna, neka čista norma, no, da prehajaš v bistvu tudi te meje. Ker če primerjaš z Rusijo, ki je večja od Evropske unije, ne, pa ljudje, ki nastopajo samo po vsej Rusiji, ne, je že en dosežek. Ne. Tako da se mi zdi, da nastopati po Evropski uniji, po Evropi niti ni taka velika stvar, no, da bi se človek. Je pa tudi stvar tega, mogoče koliko želiš, kaj v bistvu sam želiš, ne, oziroma kaj želiš dati ljudem in na kak način in kje najdeš te ljudi. Ne. Pri mojem primeru sem dobila pač veliko poslušalcev tudi drugod, zato sem tudi tako nastopala. Ja. Ta živ stik s publiko je najbrž za vsakega glasbenika zelo pomemben in najbrž ste v času epidemije najbolj pogrešali ta živ stik s publiko. Ja, to pa je res, ja. Tole dvoletno obdobje je bilo kar preizkušnja. Jaz sem na srečo nekje polovico tega obdobja porabila za snemanje zadnjega albuma, tako da sem se zaprla doma v studio in sem ustvarjala. Potem se nisem dosti ukvarjala z predstavitvijo tega albuma, ker ni bila mogoča in je tudi ni bilo sicer, ampak so bili pa tisti redki koncerti, ki so potem prihajali poleti, v spomladi, so bili pa nekaj bombastičnega, ne, ko si videl ljudi, ki prihajajo na koncerte, tako lepo oblečeni, vsi srečni, da imajo možnost, da pridejo nekaj poslušati, da pridejo lahko ven iz hiše. Potem v bistvu razumeš, da ni bilo hudo samo tebi, ampak tudi drugim ljudem. Ne. V bistvu vsi smo pogrešali kulturo. In tisti, ki ustvarjamo, in tisti, ki jo potrebujejo za preživetje, ne, za lažje, ker se lažje živi. Ne. Če ni kulture, je življenje pusto. Tudi če ne ustvarjaš, ampak to potrebuješ, ne, ta impuls da nek višji smisel človeku. In lažje prebrodi sploh tako težko obdobje, kot smo ga imeli. Ne. Govorite o tem albumu, v roki imam ta vaš album Voda, veter, ki je 6. po vrsti. Kaj nam poveste o tem vašem glasbenem izdelku? Ja, ta album je v bistvu poseben v tem, da so na njem prisotne pesmi v vseh 3 jezikih, katerih ustvarjam trenutno, se pravi v slovenščini, ruščini in angleščini. In tudi prvi album, na katerem so pesmi v mojih maternih jezikih, ker do zdaj še nisem izdala albuma v slovenščini, ne v ruščini, ker sem tudi na žalost ali ne vem, na srečo ali kakorkoli že, večinoma pisala glasbo, pesmi v angleščini, tudi zaradi tega, ker sem nastopala pač v tujini. Pa morda tudi zato, ker se nisem znala odločiti, kateri je moj tisti materni jezik, ali pa tudi zaradi tega, ker je včasih avtorju težko se izpostaviti, ne, v svojem pristnem maternem jeziku na odru. In te pesmi so v bistvu
ki so na tem albumu, so začele nastajati pred 5 leti. In so bile neko odkrivanje noter v moje globine. Tako da je ta album Water Wind, Voda Veter, Voda Veter, zaokrožil to moje popotovanje. In sem kar zadovoljna s tem, kar je nastalo, ker je tudi ena taka zgodba, ki gre skozi vse te pesmi in je tudi v bistvu uvodna misel Goetheja, tega nemškega, lahko preberem. Prosim. V vseh 3 jezikih ali samo v slovenščini. Spirit of man, thou art like into water, fortune of man, thou art like unto wind. В воде ты подобна, душа человека, судьба человека ты ветру сродни. Душа človeška, podobna si vodi, usoda človeška, kot veter si ti. To je pesem Duhov nad vodami. Goethejeva pesem, ja. Ste tudi članica Goriškega literarnega kluba Govorica. Kaj vam pomeni to, da se povezujete literarni ustvarjalci na Goriškem? To mi veliko pomeni, ker namreč Goriška regija nima prav veliko nekih možnosti in podpore, ne za literaturo, pa ne za, mogoče tudi za glasbo, ampak v smislu literarnega ustvarjanja se mi zdi, da je to še bolj pomembno, ker na koncert še nekako ljudje pridejo na literarni večer, pa skoraj da je redko, da bi se kdo kar odpravil. Poezija je nekje tam, pa proza, tiste knjige se prašijo nekje v ozadju, ponavadi, sploh dandanes. In se mi zdi super, da obstaja tale klub, da so vodilni člani in vsi člani tako, da si prizadevajo, da peljejo stvari naprej, da širijo obzorja, da lahko tudi, da se povezujemo, da ustvarjamo, da si pomagamo, tudi nekako med sabo, da gremo skupaj lažje v bistvu naprej, da lahko nekaj prinesemo ljudem, ki so vseeno željni tega, pa ne bi dobili, če ne bi bili morda toliko prodorni sploh nekateri izmed članov kluba. Ljubiteljem poezije ste se predstavili z zbirko Preraščanje pomladi. Je to vaš prvenec? Ne, to je moja druga knjiga. Druga knjiga, kaj je glavna značilnost te izdaje? V bistvu zanimivost te knjige je, da vsebuje pesmi, poezije, ki so tudi na albumu uglasbljene v slovenskem jeziku, tiste pesmi, ki so pač na albumu v slovenščini. In je nekako zaokroža plot mojega ustvarjanja bi rekla, v zadnjih 5 letih, oziroma tole je šlo leta 2020, tako da zdaj so že nastale že nove, tako da bi nekako, to je to, Vaša najbolj sveža knjiga pa je z naslovom Hiša gospoda Marčimarja, Sabina Vosner, ilustrirala Julija Kuznecova. Gre za slikanico, ki je namenjena otrokom. Za katero starostno skupino? To je namenjeno za starejše predšolske otroke in mlajše otroke šolske stopnje. Sicer pa lahko tudi berejo odrasli, ker mislim, da bi se lahko marsikaj naučili. Kot ponavadi iz pravljic se največ ne učimo. Kako je sprejel vaš sin, ki je podobne starosti? Moj sin jo ima zelo rad in še preden je v bistvu knjiga izšla, ker je zelo dolgo časa trajalo, da sem dobila primernega ilustratorja, ki bi ujel tisto, kar sem želela sporočiti,
Tako da sem sino prebirala že prej in tudi sem nastopila na različnih dogodkih pravljičnih za otroke in so zelo lepo sprejeli, no, vedno te pravljice. Tako da je bila to še dodatna motivacija, da spravim knjigo v svet, da jo vidijo še slikovni podobi, no, tako kot se pritiče. Pomembno je tudi vaše prevajalsko delo. Srečali ste se z deli Andrejke Jereb, idrijske pesnice, prevedli ste nekaj njenih pesmi, tudi osebno ste se srečali z gospo pesnico. Ja, smo skupaj nastopili na zadnjem večeru, ki je bil posvečen njenemu ustvarjanju tukaj v Idrijski knjižnici, ki je bil prepreden s poezijo, pa tudi z glasbo, kjer sem nastopila tudi s svojimi pesmimi. In zanimivo, ker je gospe Andreji bila zelo všeč tale moja pesem Preraščanje pomladi, ki je takrat bila samo v pisni obliki, kot poezija. In to pesem se potem kasneje uglasbila in je sedaj tudi na CD-ju. In jo tudi predstavila na naslednjem večeru v Idriji, ki je bil posvečen že posthumno. Ampak je bila neka taka močna povezava, no, da taka lepa izkušnja, no, mogoče. Moraš videti tudi včasih lepoto, ne, v duši. Kadar se srečata dva človeka, je nekaj nad tem, ni samo zemeljsko, ne. Jaz pač verjamem, da so še tudi druge povezave. Tako da je bilo zelo zanimivo, no, in tudi, ko sem potem kasneje smo veliko nastopali tudi z Andrino poezijo, ki določene pesmi so mi bile zelo blizu, tako da sem potem, ko sem se dala v bistvu prevajanje, ne, sem tudi izbrala tiste pesmi, ki sem jih tudi jaz lahko občutila, ne. To je zelo pomembno, da lahko se vživiš, ne, poezijo, tudi pri prevodu, se mi zdi. Prevajanje poezije je zahteven posel, ne? Ja, moraš razumeti, kaj je hotel v bistvu avtor skoraj da vživeti se, ne, v tisto, kar želi povedati. In to prebesediti v nekem drugem jeziku, ki mogoče uporablja drugačne izraze, drugačne pravila. Tako da je kar izzivno. Niso vsi se mi zdi, za prevajanje poezije. V času bivanja v pisateljski rezidenci v Idriji ste prevedli tudi nekaj Andrinih pesmi. Nam preberete eno? Ja, z veseljem vam preberem. Boste vi prebrali mogoče v slovenščini najprej, lahko. Pa jaz. Andrej Jereb, oblika sreče. Čemu izmeriti čas najkrajšemu dnevu v letu? Izmere niso pomembne. Občutenje bistva je preprostosti dneva. Pripomore k dolžini življenja. Življenje je krog in je sreča. Андрей Ереб. Форма счастья. Зачем измерить время самому короткому дню в году? Измерения не важны. Ощущение главного – просторности дня продлевает продолжительность жизни. Жизнь – это круг и счастье. Hvala lepa za prebrano pesem, hvala lepa tudi za prevod. Kako ste se sicer počutili v Idriji v rezidenci? Super. To je bila zelo lepa izkušnja zame, predvsem zato, ker sem imela možnost se popolnoma predati ustvarjanju, kar sicer nimam, ker sem vpletena v družinsko življenje, imam namreč tudi sina in moža in en kup obveznosti, tudi pač preživetvenih, čisto bivanjskih. In tako da
to je bila mislim, resnično lepa izkušnja. Tudi sem veliko izvedela novega o Idriji, sem bila v muzeju, v rudniku tudi. In sem se naučila tega vzdušja. No. Tukaj nekako sem se lahko poistovetila, no, s tem. Tako da so nastale tudi ene nove poezije v tem času, ki jih sicer še nisem predstavila, ampak te stvari pridejo potem. Ne. To je pol čas, ko stvari ozavestiš v sebi. Med drugim sem tudi to pesem, ki sem jo prevedla, tudi uglasbila. V bistvu sem uglasbila 2 pesmi. No. Tako da je bilo kar plodno, no, ustvarjanje. Tako literarno kot glasbeno, ja, v pisateljski rezidenci. Ja. Sabina Voster, hvala lepa za vaš obisk v tem studiu, hvala za ta pogovor, hvala za udeležbo na rezidenci in seveda tudi hvala za te prevode pesnice Andrejke Erif v ruski jezik, kar vsem nam širi obzorja. Ja, to pa zelo, ne, sploh, ker smo izvedeli, da je imela mesto Idrija namen se pobratiti, ne, z ruskim mestom Vologda, ki je tudi prestolnica v bistvu ruske, ne, čipke. Tako da jaz mislim, da so neke usporednice, ki so, pa tudi gospa Andra je bila profesorica, ne, tudi ruščine, tako da jaz mislim, da bi tudi ona bila zadovoljna, oziroma je zadovoljna. Ja. Je skupaj z nami. Ja, ja. Lepo, hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci, hvala za pozornost in seveda srečno.